spoštovani. Danes ustvarjam en kratek video z pomembno vsebino. Pomembno zato, ker se nam ta vprašanja, ki jih bom izpostavila, porajajo neprestano. In kar niti ni tako zelo čudno ob množici izbire, ki jo imamo danes na voljo. Kako naj se odločim? Kaj naj izberem? Kako vem, da je moja odločitev prava? Kar se tiče zvez in partnerjev, to na dolgo in široko obdelamo na naših srečanjih. Kar se tiče predmetov, je vprašanje tudi seveda pomembno, vendar mnogo lažje. Ko izbiramo tehnični pripomoček, so nam v pomoč merjena dejstva, na podlagi katerih sprejmemo svojo odločitev, seveda v kombinaciji s svojimi zmožnostmi. Malo večji izziv in širše sivo polje je, kadar izbiramo strokovnjake, ki nam bodo pomagali, ki bodo opravili storitev, kjer je skratka bistvo izmenjave odnos, vsebina srečanja in energija, če želite. Slednje nastopi pri izbiri strokovnjaka, terapevta, psihoterapevta, trenerja, maserja, svetovalca, skratka kogarkoli, ki se bo mojega telesa dotikal ali z mano upravljal na neposreden način, posegal torej v moje misli, jih usmerjal, upravljal s čustvi. In pri svoji izbiri potem zagotovo upoštevajte to, kar vidite in kar čutite. Zdaj, kaj pomeni, kar vidite? Ali vam je oseba, ki jo vidite, všeč? Ali vam je simpatična? Ali se jasno opazi, da oseba ve, kaj govori in stoji za tem? Ko osebo ocenjujete, bi rekli, da povedano prakticira v praksi, se to vidi, se to prepozna, je mirna, zadovoljna, urejena, na sebi lasten način, stabilna. Ali, ko to osebo vidite, opazite na njej tisto, kar sami iščete. Namreč marsikdo lahko govori marsikaj, pa to še ne pomeni, da je povedano vse hkrati tudi kvalitetno, da strokovnjak sam to uporablja tudi v praksi, v zasebnem življenju in da so stvari, ki jih je povedal, pozitivne in učinkovite. Ne pomeni, da delujejo. Seveda delujejo, če stoji za njimi in niso le kup naučenih in zlajnanih besed, temveč nekaj, kar sam v praksi prepoznava, pozna in ima, prakticira. Ne podcenjujte svojega mnenja, svojih opažanj. Če vas nekaj pri nekom špikne, če vas nekaj zmoti, razmislite, kaj to je. Ločite pa nekaj, kar res ne štima, od lastnega morebitnega zavidanja, sramu ali občutka, da si tega ne morete privoščiti. Primer. Boste nasvet o denarju sprejeli od nekoga, ki ga ima, ali od nekoga, ki ga nima? Naprej, od nekoga, ki ga ima toliko kot vi, ali od nekoga, ki ga ima več? Če to preslikamo na odnose, boste nasvet o odnosih sprejeli od nekoga, ki še sam nima urejenih? Pri tem naj izpostavim, da imate pravico vprašati kogarkoli, s komer želite sodelovati, o njegovih življenjskih kompetencah. Je pa res, da razpredanje na to temo ni higiensko in zakaj je temu tako, bom povedala svoje mnenje v enem naslednjih videov. Živjo, moj moc. Potem, ali nasvet o vzgoji sprejmete od nekoga, ki svojih otrok sploh nima, ali je vzgajal davnega leta pred leseno žlico in po možnosti nima stikov s polovico svojih otrok? Skratka, malo karikiram, seveda, ampak smo vsi začutili bistveno. Potem druga stvar smo rekli, to, kar čutite, upoštevajte.
kaj to pomeni? Kakšen je vaš občutek? Ste bili takoj za? Vas vleče v nekaj, vas vleče k nekomu? Čutite zaupanje ali ste potrebovali razmišljati? Čutite, da je oseba pristna, avtentična? Vas je prepričala s svojim nastopom, prezenco? Ima v sebi nekaj, kar opazite in kar bi želeli imeti tudi sami? Ko se iskreno vse te stvari izprašamo in pomislimo, postane vse zelo jasno. Ne dvomite v svoje videno in ne dvomite v svoje občutke. Zelo jasno in nemudoma nam sporočajo, kar nas zanima. Ali smo se nekaj dobro in pravilno odločili, brez pretiranega racionaliziranja, sprejemanja kompromisov in lastnih slepih peg, pa ugotovimo le na en način. Če nam je ob, med in po tej odločitvi prijetno. Torej, če nam ta odločitev za nekaj ali za nekoga prinese in prinaša prijetnost, dobre občutke in občuten napredek pri sebi. To so kazatelji, ki ne varajo. Upoštevajte jih. Maham do prihodnjič.